rečem, da sem takrat bil v Banfi, smo imeli 4 parcele na nemškoj strani. Tam smo se proti Mutištali pelali. 2 so bile na katastarski občini Mota, 2 pa na katastarski občini Bristava. Imeli smo veliki travnik tam, da je 7 koscev kosilo, takrat se z roko je kosilo, ne. In krmo smo vozili čez mejo tam, vem, ko sem bil gor na vozi, Nemci so ni bili tako strogi, Mađari pa so bolj strogi bili. Oni pa so na puškah imeli bajonete, pa so v krmo notri pikali, če bi kaj švercali čez mejo, če bi kaj imeli trdega notri, ne, v krmi, ker so verjetno nekdo tudi kaj to delo zašlo, ker na nemški strani se več stvari dobilo, kot pri nas tu na mađarski strani. Ja. Pa so vam dali kakšno obmejno prepustnico? Prepustnico obmejno smo imeli, pa notri je bilo vpisano vse. To. In ste lahko šli, kadar ste želeli? Čez mejo si šel, tam so si te pogledali, so odprli rampe so bile zaprti za sobom. Pa je bila meja ožičena? Ne. Ni bila ožičena? Ne, ni bila ožičena. Se pravi, samo na cestah so imeli kontrole? Samo tam so imeli kontrolo. Pa so patrolirali, so vodili patrole. Patrole so vodile. Pa večer mogoče kakšne zasede. No, jaz sem če tak bil otrok, ne, od 41 do 45, od 11 do 15 let, ne. No, to se še kar, to so že leta, ko se človek kaj spomni, ne. Ja. Pa se je dalo kaj kupovati, recimo, na nemški strani? Ste hodili kaj kupovati? Ne, mi smo nič ne kupovali, ne. Kako so pa Mađari, so vam dali kakšne nakaznice za sladkor, moko te zadeve? Moko ne, to smo morali še pšenico znositi davati. Ja? Za sladkor, petrolej? Za sol, za take stvari. Pa so izvajali mobilizacijo, vaš oče je ostal doma ali so ga kam mobilizirali? Jaz sem dobil 15 leti tudi, da bi, te so bile mladina Levente, so zvali. V Levente, ja? Ja. In bi tudi moral iti in so na zadnji hip ta letnik 30 opustili, da smo ostali doma 15 leti, ne. Pa drugače so, recimo... Pa so eni odišli, eno par jih je ostalo nekde. V Italiji so bili nazadnje, te so iz Italije prišli domov. Se pravi, so jih mobilizirali v mađarsko vojsko? Mađarsko vojsko. Ne, civili so jih odpeljali, rekli so tak, da so bili oni strahi to, da ne bi šli k partizanom. In zato so se pobrali in so je odpeljali v Italijo. In v Italiji so je najprej partizani zavzeli, tam italijanski, pol pa Amerikanci. So dali Amerikancom in Amerikanci so je pol pustili domov. Tako so ni bili uniformirani. To so jih kaj poslali na prisilno delo ali v konfinacijo? To se je zgodilo 45. leta, venda februara. Se pa so se stegnili sposobiti, ljudi bi trebalo pol leta učiti, najprej ni na frontu poslati. Ne navadno, da so jih poslali v Italijo. Pravijo, da so samo zaradi tega, da ne bi šli k partizanom. Da si zaradi tega te ljudi odselili v Italijo, pa tam so bili v logori do zavzetja. Se pravi, tam so jih dali v taborišče. Pa drugače so mobilizirali, recimo za vojsko, za delovne bataljone, take stvari? Ja, delovne bataljone smo tu hodili kopati, na Gibeno, tam so bili bunkari. So vas obrambno linijo, so vam... Ja, tu pred Razkriško in mejnom prehodi, to so
Klojtike ide tam, ne. Tu je bil eden most zgrajen, veliki most in prekop, da je vosko bilo, ne. In to so zminirali tako, da so tanki ni mogli čez, ne. To smo hodili delati, 45 let tam. Pa so vam kaj plačali ali je bilo prisilno? Ne, so nekaj so plačali, nekaj. Po tisti cene, nekaj malo, ja. Pa so bili kakšni boji? In gledajte, to so izvajali Nemci, takrat že ni bilo tako stroga meja, ker so oni se vsak dan z Ljutomera dopeljali in ne samo pri nas tu na Razkrižju, Štrigova, to se vse delalo, veliki rovi, bunkari, vse posod. In to so delali Nemci? Bili si po eden stražar, Nemec, ki je imel to prek nas hodil od skupine do skupine kontrolirati, pa popišovati gor, kdo je, kdo ne. In to smo se delali 1-2 meseca, te pa tako na skoro prišla fronta, sam smo napravili, to je vsake hiše moral iti nekaj. No, sej Nemci so imeli takrat že kontrolo na Madžarskem, ne, od leta 1944, ja, pravzaprav zasedli. Ali so Nemci izvajali gradnjo teh bunkerov, pa te Schützengrove, ali kako bi rekli. Mađari so pa morali pomagati. Ja, Mađari pa so morali pomagati, ja. Pa ste doživeli kakšne boje potem, kako je bila osvoboditev tukaj? Kako je potekala? Fronta? Ja, kako je potekala fronta in potem osvoboditev, umik Nemcev, umik Mađarov, prihod Rdeče armade, Bolgarov? Bom vam en primer povedal, ki sem ga doživel. Pravim, da sem živel takrat v Razkrižski grabi, v Banfini, in fronta je prišla, da je Nemci so bili na Vršiškem vrhu, Rusi pa na Razkrižskem vrhu. Šli so mimo nas Ruse. Najprej en vod, pa so naši ljudje ravno stalo tam, da imamo senika, bila odprtina za dol, so zazidavali z zemljo, če bi prišlo do ognja, da ne bi vstalo, prišel ogenj pa gorelo. Pa en Rus gor streljal, je mislil, kaj je tam gor, ne. No pa te pa so v civili bili, pa so šli naprej, ne. No, potem pa sta za 1-2 ure prišla 2 sama. Pa sta šla gor, kom so ovi odličili, ne vem. Sta šla gor, tam mimo Kosevih gor, do Goric sta došla in je Nemec z mitraljezom streljal, eden je tam obležal, eden pa je se dovlekel do nas dol, od spodaj so bile hrastave korozije in tam v tisto koroziji je jutro dočakal, ne. In pol so ga možje, ki so bili tam pri nas, smo bili v kleti noci tudi, ne v sobah, ker granace so letale, ne. In smo ga donesli gor na Škeden, tam na krmu, tam je ležal in je napisal eno pismo, takšno veliko, in sem jaz šel tisto pismo nesel gor. Takrat sem videl, kaj je fronta. Pridem gor po našo, mi smo imeli od Potoka pa gor do ceste, vse naša parcela, po naši parceli sem šel gor, se je bila pot. In ko pridem tam, tisto pismo tako v rokah ne sem bilo, mi en Rus, ki je bil tam notri v jarki, tako dela. Jaz sem mislil, kaj se ne dol hitim ali kaj, nič, jaz sem samo šel. A oni mu namesto tak, delajo tako. In sem šel naprej, sem mu tisto dal, smo šla v eno klet, puno vojakov notri bilo.
me gnal v drugo klet in tam so organizirali ekipo, ki je šla dol. En oficir pa dva vojaka z nosili. Ko smo prišli do konec gozda, so mi rekli, idi pogledni, če ni Germanov. Sem šel dol, sem rekel, njega hodite dol.